Jax je manipulativen, brezčuten in sadističen, a resnica je, da za vsako kruto šalo najdemo precej tragično resnico. In potem, ko so izvedeli, kaj je storil svojim prijateljem, mnogi menijo, da si je zaslužil svoj tragičen konec, medtem ko so bili drugi popolnoma uničeni. Ampak, ali res veš, zakaj je bil Jax takšen? Katere travme in tragedije je moral doživeti, da je postal tako neusmiljen? Odkar smo spoznali Jaxa, smo videli, da ima nekatere zelo zanimive lastnosti. Popolnoma se je sprijaznil s tem, da ne bo našel izhoda, uporablja druge, da se norčuje, je zelo ciničen in zdi se, da nima nobene empatije do ničesar. Toda nihče ne razume, da je bil Jax v predzadnji fazi svoje abstrakcije. Ker namen Jaxa ni bil preprosto biti nasilnež v skupini, on je na najbolj krut način spoznal, da če ti ni za nič mar, te nič ne more zlomiti. Jax uporablja svoj kruti humor zgolj kot način, da se zaščiti. In pravzaprav ni to samo zloraba. Ima veliko uničujočih načinov, da ne bi bil prizadet. In čas je, da analiziramo vsakega posebej. Začnimo s tistim sarkastičnim in ciničnim smislom za humor, s katerim se Jax povezuje z drugimi. Ko Kofmo doživi abstrakcijo, so vsi zaskrbljeni razen Jaxa. Celo daje precej žaljive pripombe. Naprimer, da je Kofmo bolje kot kdajkoli prej. Kako je Kosmo? Ne. Kako je Kofmo? Ne, on je odličen. Pravzaprav mislim, da ga še nikoli nisem videl tako srečnega. Pravzaprav me je prosil, naj ti to dam. Takšni komentarji samo odražajo pomanjkanje empatije, ki ga želi pokazati naš vijolični zajec. Zlomili so mojo komično masko. Torej, Kane, bomo pripravili pustolovščino za novinko ali kaj? Izkoristi Ganglino trpljenje, da ji pokaže, da so stvari lahko še slabše, kot že so, in da kljub temu nič ne bi smelo biti pomembno. In potem imamo del, kjer je Jax namerno krut. Pomni vrže na tovornjak samo zato, ker se mu zdi zabavno. Ne upošteva pa, da je Pomni nova, da lahko čuti bolečino in da je še vedno zmedena zaradi vsega, kar se dogaja. Hej, morda vrat nisem pustil odprtih kar tako. Kaj? Mislila sem, da je mrtev. Si pustila odprto? Počakaj malo. Kaj si naredila? No, bilo mi je v veselje pomagati vam. Se vidimo. Adijo! Spustil je noter pošast iz bombonov, ko je bila pustolovščina že končana. Jax se vrne samo zato, da spusti noter pošast iz bombonov in ponovno potrdi, kako nagrajujoča sta zanj bolečina in trpljenje. In ko sodeluje s Pomni, jo v mnogih primerih manipulira, da prestopi nevarne meje, ne glede na njeno mnenje. A ena izmed najbolj toksičnih lastnosti Jaxa je, da sploh ne čuti krivde. V več teh prizorih se nikoli ne opraviči. Nasprotno, izsiljevanje uporablja kot sredstvo za čustveni nadzor. Naredi to, ali pa bom Ragati povedal o tvojih risbicah. In vsakič, ko spravi Gangle v jok, se obnaša, kot da ji dela uslugo, ko ji pokaže, kako krut je lahko svet in da bi se morala na to navaditi. To je povezano z naslednjim vedenjem. Nenehno provociranje. Jaxu je všeč ustvarjanje kaosa, ki lahko uniči in destabilizira druge. Vsem nenehno nasprotuje in uničuje še tisto malo upanja, ki jim je ostalo. Ko Jax vpraša Pomni, ali res verjame, da je Gangle lahko srečna, tega ni storil zato, da bi še bolj prizadel Gangle. Misliš, da je Gangle res lahko srečna, Pomni? Kaj? Mislim, karkoli naredi, se ji komična maska vedno zlomi. Misliš, da bo druženje s Subolom to čudežno popravila? Mislila sem, da ti je vseeno, kaj si drugi mislijo. Samo... Ne, seveda, ni mi mar, res je. S tem je Jax preprosto želel preizkusiti, koliko optimizma je še ostalo Pomni. In nekaj zelo zanimivega je, da Jax ves čas zelo sadistično izziva in napada Ragato, kasneje pa vam bom razložil, zakaj. Nazadnje imamo še to nezanimanje in ravnodušnost, ki ju Jax kaže do bolečine drugih. Ko Pomni pride v cirkus, ga sploh ne zanima, da bi ji bilo udobno. Izkoristi njeno tesnobno stanje, da še poveča to občutje in ji pove vse grozno, kar jo čaka. Če bi obstajal način, da gremo... Mislim, da bi že šli. In zdaj vas vprašam, ali res mislite, da Jax uživa v tem? Je res slab? Kratek odgovor je da. Da, je slab, vendar ne zato, ker bi si to želel. Preprosto ni imel druge možnosti. Ampak od kod potem izvira vsa ta zloba?
Da bi to odkrili, moramo analizirati prihod Jacksa v digitalni cirkus. Ko je obtičal z ostalimi, Jax še ni tisti psihopatski zajec, ki ga vsi sovražijo. Nasprotno, bil je precej občutljiv lik in zelo zlahka je sklepal prijateljstva. Celo toliko, da je uspel ustvariti močno prijateljsko vez s Kotmom in Ribitom. In zanimivo je, da je tudi Ragata poskušala biti njegova prijateljica. Nekdo, ki je resnično slab, ni sposoben ustvariti nečesa tako posebnega, kot je imel Jax s Kotmom in Ribitom. Prijateljstvo z njima dvema je bilo le del razloga, da se je odločila, da si ne zasluži biti prijatelj z nikomer. In odločitev je sprejela ravno takrat, ko se je odločila pokazati Ribitu svoj najbolj ranljiv del. Jax je res imel precej iskren pogovor z njo. Pokazal ji je svojo šibko točko in za našega zajca je pokazati ranljivost velika napaka. Tukaj ugotovimo, da to ni izvor problema. Jax je imel to idejo že preden je vstopil v digitalni cirkus. To nam namiguje, da se mu je moralo zgoditi nekaj zelo groznega, da je izgubil upanje in zaupanje v človeštvo. Jax je precej globok lik, saj se njegovi problemi niso začeli v cirkusu. Na tem mestu se je vse samo še stopnjevalo, zato je bil prisiljen ubrati pot, ki bi mu najbolje pomagala preživeti, ne glede na to, ali bi pri tem prizadel druge. In ko bomo spoznali njegovo zgodbo, bomo dokončno razumeli, zakaj se je Jax odločil postati pošast. V človeški zgodbi našega zajca nam je bilo večkrat namignjeno, da se mu je nekdo zelo blizu nenehno posmehoval. V 9. epizodi smo izvedeli, da je bila oseba, ki je tako prizadela Jaxa, njegova lastna mati. Ne vemo natančno, zakaj so bile te posmehljivke, vendar nam je spomin, s katerim ga je mučil Kane, razkril odgovor. Vidimo Jaxa, ki je zelo prestrašen na tleh, okoli njega pa je kup senc, ki se mu posmehujejo. Med temi sencami lahko vidimo več likov iz digitalnega cirkusa, prav tako pa vidimo, kako mu ena od senc strga del oblačil in ga popolnoma izpostavi. Toda, kaj to v resnici pomeni? Ta prizor odraža več kot le preprost strah. To je pravi problem, s katerim se sooča Jax. In treba je spomniti, da je sama Gooseworks namignila, da je lik Jax transspolna oseba. Če upoštevamo to idejo, vse skupaj dobi veliko več smisla. Zbadanje o Kanovi muki predstavljajo pomankanje sprejemanja njegove matere glede njegove morebitne spremembe spola. In ko ga sence popolnoma razkrijejo, nam praktično sporočajo, da Jax ni tisti, za kogar se izdaja. In Jaxu je groza, da bi ga drugi odkrili zaradi načina, kako je reagirala njegova mati. Morda tudi niste razumeli, zakaj je Ribit po pogovoru Jaxu nadel pentljo in je naš zajec na koncu zardel. Jax je tisto noč Ribitu vse priznal. Tam je razkril, kdo v resnici je, in pentlja na Jaxovi glavi je bila preprosto Ribitova prisrčna gesta, s katero mu je želel povedati, naj ne skrbi, saj že ve, o čem govori. A najhuje je bilo, da Jax ni hotel čakati, da bi se mu Ribit posmehoval. Zato je temu pogovoru dal nepomemben ton in kasneje rekel, da si je vse skupaj samo izmislil. Govoriš o lagal sem ti, saj si vedel, kaj ne? Vse sem si izmislil iz enega fanfika na Wattpadu, ki sem ga enkrat prebral. Ne, si res verjel. Torej, kdo je v resnici Jax? Jax je 25-letni fant po imenu Leroy Mateo. Kolikor vemo do zdaj, je odraščal ujet v telesu, v katerem se ni počutil udobno. Ko se je odločil, da se odpre svoji mami in ji pove, kaj se dogaja, se je ona preprosto odzvala s posmehovanjem. Kako naj bi si njen sin želel postati dekle? Vse te stalne posmehljivke glede njegove identitete so povzročile popolno zavračanje drugih ljudi. Ker oseba, ki bi te morala najbolj podpirati, ga je razočarala in pustila ranljivega. To je bila točka, ko se je Leroy odločil, da nikoli več ne bo zaupal ali povedal, kaj se mu dogaja. Toda, naveličan tega, da ni mogel biti svoboden, je svojo jezo in frustracijo preusmeril na edino osebo, ki je hranila njegovo jezo, svojo mamo. In tako jo je nekega dne porinil tako močno, da je obležala nezavestna na tleh. Zato je Jax moral steči ven tako hitro, kot je mogel. Ko Leroy pride v cirkus, zdaj kot Jax, je seboj že prinašal veliko nerešenih težav. Nevednost o tem, kdo je, nerazumevanje drugih, njegova borba z identiteto in nezaupanje do vseh.
Verjetno je ob prihodu upal, da je tam lahko vse drugače. Poskušal se je prilagoditi, spoprijateljil se je z Ribitom in Kofmom in vse je delovalo odlično. A Jax pa nikoli ni pričakoval, da se bo nekdo zelo blizu njega začel zanj zanimati bolj, kot bi se smel. In prav Ribit ima zelo pomembno vlogo pri razvoju neusmiljenega Jaxa. Ribit se je začel zaljubljati v Jaxa. In to je bilo za našega zajca nekaj, česar ni mogel sprejeti, saj niti sebe ni mogel razumeti, sprejeti, kaj šele imeti rad. Torej, če ni ljubil sebe, kako bi lahko ljubil koga drugega? In prav Ribitino zanimanje je Jaxa spet vrglo iz tira. Ni bil pripravljen na nekaj tako globokega. Vse je šlo predaleč tisto noč, ko je Ribit priznal, kdo v resnici je in kako grozno je ravnal svojo mamo. Velika napaka. Ali vsaj tako je nazadnje mislil, ko je bil še človek, preden je prišel v digitalni cirkus. Reakcija, ki jo je Jax takrat pričakoval od Ribita, je bila, da bi se mu posmehoval, tako kot so to počeli drugi v njegovem človeškem življenju. Ni razumel, da se je Ribit obnašala kot prava prijateljica, zato je sprejel odločitev, ki ga bo zaščitila, a bo popolnoma spremenila usodo obeh. Tukaj pride del, zaradi katerega vsi sovražijo Jaxa. Po tistem pogovoru se je Jax začel do svoje prijateljice Ribit obnašati ravnodušno in odmaknjeno, samo zato, da bi se izognil njenim vprašanjem in da ne bi povedal več o sebi. Zbijal je neslane šale, začel je odgovarjati sarkastično in se je na vsak način izogibal pogovoru o tej temi z Ribit. To je pri Ribit povzročilo veliko zmedo. Jax pa je to opazil in izkoristil njeno ranljivost, da jo je potisnil v abstrakcijo. Najhuje je, da se je Jax ves čas zavedal, da bi Ribit lahko zdrstila v abstrakcijo zaradi njegove grobosti in žaljivosti, pa kljub temu ni prenehal. Še naprej jo je izključeval povsod, dokler Ribit ni več prenesla toliko psihične bolečine in se je na koncu zlomila. To je bil trenutek, ko je dobri Jax uradno umrl. In on je to vedel. Tukaj se je rodila Jaxova filozofija. Če ti ni za nič mar, te nič ne more zlomiti. Zavedel se je, kako pomemben je bil za Rivet in kako se je vse skupaj končalo. Zaradi tega si ni mogel dovoliti, da bi bil komurkoli prijatelj, da bi kogarkoli imel rad. Zato se je odločil, da bo ravnal, kot da nič ni pomembno. Bil je v digitalnem svetu. Sploh ni vedel, ali so resnični ali če obstaja izhod. Torej, kaj je sploh mar, če prizadene vse in se z njimi zabava, če ni posledic? In to, moji prijatelji, je precej nevaren način razmišljanja. Kajti v trenutku, ko se je Jax odločil tako razmišljati, ni bilo več nobenih meja. Zato se je takrat naprej odločil prevzeti nadzor nad drugimi, z njimi manipulirati, se norčevati, biti krut in se vedno bolj oddaljevati od vseh. Dokler ni prišel dan Kofmove abstrakcije. Ta izguba je bila zadnji košček, da je Jax postal naslednji. In se spomnite, da sem vam rekel, da je bil Jax edini, ki se mu ta situacija ni zdela pomembna. Ribit je bil le obrambni mehanizem. Jax ga je moral ignorirati, da ga ne bi tako bolelo in da ne bi nosil tega obžalovanja, tako kot pri Rivetu. Ker se spomnite, če nič ni pomembno, te nič ne more uničiti. Tako se je Jax začel izživljati nad vsem. Pri Gangleju je še posebej užival, ko jo je videl čustveno krhko in jo še bolj uničeval. Ker je bil Gangle njegov osebni opomnik, česa Jax ne bi smel početi. Zato jo je tako sovražil. Z Ragato so bile stvari drugačne. Večkrat je poskušala pristopiti in se pogovoriti z Jaxom, a potem, kar se je zgodilo z Ribitom, ni bilo mogoče postati njen prijatelj. Ragata predstavlja vse, česar Jax noče sprejeti. Ragata namreč skrbi za druge, trudi se, da bi bili vsi povezani in da bi se dobro razumeli. Toda to v glavi Jaxa ne obstaja in ne bi smelo obstajati, še manj pa bi to lahko sprejel. Ker če bi Jax to sprejel, bi moral sprejeti tudi trpljenje in vse svoje čustvene težave. Moral bi sprejeti, da je uničil Ribita, Kofma in samega sebe. Tako je, ko Pomni pride v cirkus, Jax v njej vidi nov način pobega iz svoje resničnosti in počne natanko isto kot z ostalimi. Toda, česar Jax ni pričakoval, je bilo to, da bo Pomni eden čustveno najbolj odpornih likov. In to je vedel že od trenutka, ko se je Pomni pojavil v cirkusu.
Preizkusil jo je večkrat med uvodno pustolovščino, a Pomni ni bila tako odzivna kot drugi liki. Komentarji našega zajca je niso toliko prizadeli kot Ragato, Gengel ali celo Zubel. Vendar je bil odnos, ki smo ga videli med Pomni in Jacksom, eden najbolj pristnih v cirkusu. Pomni se je še naprej približevala Jacksu kljub njegovi ravnodušnosti. Vztrajala je in nikoli ni odnehala. Tudi ko sta bila par, je Jax ugotovil, da se lahko še vedno zabava in je lahko to, kar je, s Pomni. Toda kot smo videli pri njegovih prejšnjih odnosih, je bilo to zanj preveč strašljivo. Zato je naredil Pomni točno to, kar je naredil Ribitu. Ponižal jo je in jo osramotil, ker mu je ponudila prijateljstvo. Razlika z Ribitom pa je, da se mu je Pomni postavila po robu in mu tudi povedala resnico. V njunem prepiru je bil Jax popolnoma razorožen in najbolj iskreno, kar je rekel, je bilo: Nisem nič drugega. Torej, nehaj iskati. Pomni je resnično upala, da ga lahko reši. In bilo je žalostno, da je prišla prepozno. Jax se je že odločil tisto noč, ko je govoril z Ribitom. Bila je le vprašanje časa, kdaj se bo abstrahiral. Vsa ta slaba vest se je zaradi Pomni znova vrnila k Jaxu. Ona bi lahko bila Ribit. Zato Jax reče, da je bilo vse bolje, preden sta prišla ona in Zubel. Jax nikoli ni hotel priznati, da ga je tudi Ribit zanimal. In še huje je, da ji tega nikoli ni povedal in se nikoli ni mogel opravičiti. In ko vsi začnejo spraševati o izhodu in čim več izvedeti od Kingerja, Jax tako reagira, ker je na robu, da izgubi svoj edini varen kraj. Se pravi, poleg tega, da je nosil na vesti vse tragične trenutke, ki jih je že doživel, se je moral zdaj boriti še z mislijo, da niso nič in da v resnici nič ni pomembno. To je precej protislovno, ker je bil Jax vedno zvest svoji filozofiji, zato je bil takšen, kot je bil. Ampak v resnici mu je bilo mar in je bil prizadet. Na tej točki se je precej vznemirjen kot ga ima Jax, znašel na slepi ulici, kar se je zanj spremenilo v dvojni zapor. In zdaj, kaj je bil njegov edini izhod? Tako je, abstrahirati se. A najhuje je, da niti v svoji glavi ni mogel biti svoboden in Pomni mu je pokazala, da res nič ni pomembno in nič nima smisla. A ves ta čas, ko so bili ujeti, bi lahko izkoristili, da bi vse skupaj imelo vrednost. In s tem lahko zdaj razumemo pomen vseh Jaxov, ki jih vidimo v njegovi glavi. Ko Pomni vstopi v Jaxovo glavo, ne najde pravega Jaxa. Najde preveč Jaxov. In to niso različne osebnosti ali kopije vseh teh Jaxov, to so maske, ki jih je uporabljal, da bi se pretvarjal, da nič ni pomembno. Najdemo posmehljivega, krutega, tistega, ki izziva, tistega, ki se pretvarja, da mu ni nič mar. Ampak najdemo tudi Jaxa v verigah, ki predstavlja občutljiv in ranljiv del, ki ga Jax ni želel pokazati. Klavir predstavlja njegova čustva. Bil je ujetnik lastnih čustev. Jax v ženski različici predstavlja le tisto cinično in sarkastično plat, ki se norčuje iz samega sebe. In Jax je uporabil toliko različic samega sebe, da bi preživel v cirkusu, da se je na koncu izgubil. Tako smo bili priča koncu motenega uma brez kakršnekoli podpore. Nihče ni vedel, kako se resnično približati Jaxu, ko bi ga še lahko rešili. Pomni je prišla, vendar je bilo za Jaxa že prepozno. Naš zajec ni bil noben psihopat, kot mnogi mislijo. Če ne bi bilo tako, bi bila zgodba popolnoma drugačna. Povejte mi, kaj pa vi menite o Jaxu? Ali po vsem tem mislite, da si je zaslužil svoj konec? Ali bi mu dali drugo priložnost, če bi lahko?